Živijo, ul tukaj, gledajte, matla na easy. Jaz tukaj razlam matlo na najbolj easy način. Danes vam bom povedal eno pravljico o čarobnih pravljičnih številih. Čarobnih številih. In itak, da bo to danes bilo na easy, ampak pojdimo nazaj k pravljici. Ta pravljična števila živijo v naravnem množičnem gozdu naravnih števil. Če ne veste, naravna števila so ona, s katerimi štejemo od 1 do neskončnosti. Z 1 se začne, ker gremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tako naprej, v neskončnost, zaradi tega, ker niti ne vemo, koliko je vseh števil skupaj. Živijo v množičnem gozdu naravnih števil. In če hočejo biti navadna števila, pravljična števila, morajo živeti v množičnem gozdu naravnih števil. In če hočejo biti pravljična števila, to je ta prvi pogoj. Ta drugi pogoj je pa to, da so ta števila deljiva samo sama s sabo, imamo tukajle ogledalo. In če se pogledamo v ogledalo, vidimo sebe. Torej, če števila pogledajo sebe v ogledalo, tudi vidijo sebe. Torej, kadar so deljiva samo s sabo in kadar so deljiva številom 1. Če so deljiva še s čim drugim, odpade. Na žalost niso pravljična števila. Bom zdaj zdajle še kredal. Kadar izpolni to, da je deljiva z 1 in deljiva samo s sabo število, takrat je to število pravljično. Seveda, če živimo v množičnem gozdu. In si poglejmo v bistvu, katera števila sploh zdaj so praštevila oziroma pravljična števila, tako kot sem rekel. Tukaj imamo 1, 2, 3, 4, 5 in 9. Začnimo z 1. A 1 spada pod naravna števila? Itak, da spada. Torej, ta prvi pogoj je. A je 1 deljiva z 1? Ja, je, ampak s tem, ker je deljiva z 1, 1 v bistvu s tem, ker se deli samo s sabo, se deli tudi z 1. Torej, ima vse skupaj samo enega delitelja. Torej, na žalost 1, ti nisi pravljično število. Imaš samo enega delitelja. Gremo na 2. 2 živi v naravnem gozdu, v množičnem gozdu naravnih števil. In 2 je deljiva z 1. A je 2 deljiva samo s sabo? Itak, da je. A je še s čim drugim? Ne, ni. Torej, 2 ima delitelja 1 in 2. Koliko je deliteljev? 2. Torej, 2 je pravljično število. 3. A je v množičnem gozdu naravnih števil? Itak, da je. A je deljiva z 1? Ja, je. A je deljiva samo s sabo? Pa seveda. A je 3 deljiva še s čim drugim? Ne, ni. Torej, ima delitelja 1 in delitelja 3. In zaradi tega, ker ima samo 2, 3 spada pod pravljična praštevila. Gremo na 4. 4 itak, da spada pod množični gozd naravnih števil, 4 je deljiva z 1 in 4 je deljiva s 4. A je še s čim drugim deljiva? Na žalost, ja. 4 je deljiva tudi z 2, zaradi tega, ker 4 deljeno z 2 je 2. Torej, na žalost 4 imaš 1, 2 in še 4 kot delitelji. Torej, imaš 3 delitelje, ne pa 2. In zaradi tega nisi pravljično praštevilo. Gremo na 5. 5 spada pod množični gozd naravnih števil. 5 je deljiva z 1 in 5 je deljiva samo s sabo. Torej, a je še s čim drugim deljiva? S katerim drugim naravnim številom deljiva? Ne, ni. Torej, ima samo 2 delitelja, 1 in 5. Torej, ker sta samo 2, 5 je naravno oziroma pravljično praštevilo. In gremo zdaj še na 9. To je pa ta zadnja. A spada pod množični gozd naravnih števil? Spada. A je deljiva z 1? Itak, da je. A je deljiva samo s sabo? Je. A je deljiva še s čim drugim? No, isto kot pri številki. 9 je deljiva še z eno dodatno številko in ta je 3. Torej, 9 ima delitelja 1, delitelja 3 in delitelja 9. In zaradi tega, ker ima 3 delitelje, to ni
pravlično praštevilo. In še nekaj preden grem. Ste opazili? Enega števila tukaj pravličnega ni. Od 1 do 10 itak da je, ne? Ampak a veste, katero je? No, če veste, ga napišite v komentarje. Aha, pa namig, velikokrat se ga tudi v pravljicah uporablja. V glavnem, to je to. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče širkite. In mogoče se ravno čteno, je tukaj na Matanezi. Mogoče si ogledate še kakšne druge filmčke, povejte kakšnemu prijatelju ali pa učiteljici ali pa učitelju ali pa kaj tako. Ful bi mi pomagal, sem ni pa treba. Glavno, lepo se imejte. Upam, da se še kdaj drugič vidimo. Čau!